Pozdravljeni. Zmaga Maxa Verstappena na znameniti progi na Nürburgringu je v medijih požela ogromno pozornosti. Ampak mi si bomo danes, kot običajno, pogledali tudi tisto, kar se morda skriva v ozadju. O tem in še marsičem drugem bomo seveda govorili v naslednjih minutah. A verjetno ste zasledili, kako je Max Verstappen zmagal na dirki kategorije GT3, ki je bila organizirana na znameniti progi v Nürburgringu. In to v tisti daljši klasični kombinaciji, ki je mnogim navdušencem znana kot zeleni pekel. In seveda proga pod goro Eiffel je za vse nas, ki imamo radi motošport, nekaj posebnega. Ampak ne smemo mimo dejstva, da so mnogi viri o tej zmagi poročali na robu senzacionalizma. A tu bi rad še enkrat poudaril, kako prištevava Maxa Verstappena med največje talente ne samo v svetu svetovnega prvenstva Formule 1, ampak motošporta nasploh. Ko bomo videli malce okoliščine te dirke, ki se jo je udeležil, bomo verjetno bili malce bolj prepričani, da je bila zmaga konec koncev pričakovana. Ne samo zaradi izjemnega talenta Maxa Verstappena, ampak zaradi vseh drugih priprav, ki so jo vložili pri ekipi Verstappen praktično v dosego tega cilja. Najprej je treba poudariti, da Max Verstappen je zmago dosegel z volanom Ferrarija 296 GT3. In tu je treba poudariti, da so avtomobil pripravili pri ekipi Emil Frey. Seveda to je ekipa znanega avtomobilskega trgovca, ki na primer skrbi za Ferrarije tudi v pokalu DTM, kar nam že pove, da so pravzaprav izjemno dobro pripravljeni na takšne podvige. Ne gre za neko sekundarno ekipo, ki ne bi imela izkušenj, ki ne bi znala zadev pripraviti do konca. In drugič, dirka na progi v Nürburgringu, ali če smo bolj natančni, 57. velika nagrada Barbarosse, kot se je dirka uradno imenovala, je bila v tisti kategoriji vztrajnostnih dirk. Torej, posadko so sestavljala dva voznika. V tem primeru Max Verstappen in njegov prijatelj Chris Williams, ki je član ekipe Verstappen in z Maxom med drugim sodelujeta tudi v teh virtualnih dirkah. Ampak ne smemo pozabiti, Chris je tudi prvak v oni lestvici sprint dirk v svetovnem prvenstvu vztrajnostnih avtomobilov v evropski regiji oziroma GT World Challenge Sprint Cup Europe. In tu je treba poudariti, da ekipa, kjer je nastopil Max Verstappen, je bila v tej dirki v bistvu na progi verjetno celo najbolj konkurenčna. Pod okriljem Adaka smo lahko tudi v letošnji sezoni videli izven konkurence kar nekaj zanimivih ekip, nekaj zanimivih imen, ki smo jih prej ali kasneje srečali na primer v prvenstvu DTM, GT Masters, GT4, v raznih pokalih Porsche, ampak na 9. dirki, kjer je zmagal Max Verstappen, na štartnem razporedu ni bilo nobenega izmed teh znanih imen. Zakaj, se bo marsikdo vprašal? Ker je
takšna dirka, kot je ta, v resnici neke vrste priprava, kjer se preizkuša voznike, kjer se preizkuša ekipe in konec koncev tudi avtomobil. Sedaj smo proti koncu sezone in nimajo vsi tisti glavni več kaj za preizkušati. Treba je v onih glavnih pokalih pokazati, česa si sposoben in česa ne. Ampak verjetno ste prebrali, kako je bilo na štartu te 4-urne dirke kar okrog 100 nastopajočih. In res, ta podatek drži, ampak 100 nastopajočih v raznih kategorijah. In ne govorimo samo o, naprimer, GT3 ali GT4. Govorimo tudi, da kar se tiče posadk, so imeli različne licence. Prisotni so bili tako lahko profesionalci, kot tako imenovani gentleman driverji, kar se takoj opazi na štartnem razporedu kot velika razlika. Max Verstappen je seveda odvozil prvi 2 uri, Chris Lulan pa seveda zadnji 2. In zmagala sta z nekaj več kot 24 sekundami prednosti. In seveda tu je treba povedati, da so verjetno pri marsikaterem viru malce pretiravali. Kajti dirka, kjer je Max Verstappen zmagal, zagotovo v vztrajnostnem svetu ni bila na takšnem nivoju, bi bila to senzacija. Zagotovo nasprotniki Maxa Verstappena niso bili vsaj primerljivi s tistim, kar je sposoben pokazati ne na progah svetovnega prvenstva Formule 1, ampak tudi pri igrah na simulacijah. Zato je zmaga kot taka bila pričakovana. Imel je dobrega sovoznika, seveda svoj talent, odlično pripravljen avtomobil ter ekipo, kjer menim, da je bil sam sebi največji nasprotnik. Namreč najhuje, kar bi se lahko zgodilo, da bi on napravil napako, da bi se s kom zaletel ali pa da bi zletel ven iz same proge. In to seveda je marsikdo pozabil. Ampak slišali smo lahko fantastične zgodbe o tem, kako je sedaj Max Verstappen dokazal svojo veličino, kajti zna biti dober tako v Formuli 1, nedvomno, kot tudi v pokalih vztrajnostnih avtomobilov, kjer pa je treba biti malce previden. Verjetno marsikdo izmed sledilcev Formule 1 ne pozna toliko zgodovine ali pa tudi dogajanja v drugih kategorijah. In verjetno ste slišali, da je Fernando Alonso 2-krat zmagal dirko za 24 ur Le Mana, takrat z prototipom Toyote, kjer pa praktično ni imel kakšne velike zunanje konkurence. Ampak dirka na Nürburgringu z avtomobilom GT3, ki traja 4 ure, in dirka za 24 ur Le Mana, je čisto neprimerljivo, je čisto drugi svet. Ampak ne smemo pozabiti, da ko je Nico Hülkenberg prišel končno na zmagovalni oder, smo zopet lahko slišali takšne senzacionalistične naslove, podobne onim, ki so jih razni pisci napisali o Maxu Verstappenu. Ampak marsikdaj se pozablja, da približno 10 let nazaj, v sezoni 2015, je s tovarniškim Porschem prav Hülkenberg zmagal dirko za 24 ur Le Mana, kjer pa je imel kot nasprotnike tovarniško ekipo Audija in tovarniško ekipo Toyota, kar njegovo zmago na tej prestižni dirki postavlja v čisto drugačno luč. Kot zanimivost, takrat pri Porscheju, in mislim, da je dirko končal na 2. mestu, je bil celo Mark Webber. Ampak tako, da se bomo razumeli. In sedaj verjetno ste tudi vi zasledili,
kako to zmago je seveda zaslužena Maxa Verstappena. Nekateri proslavljajo tako, kot da je Max Verstappen eden izmed največjih talentov v svetu avtomobilizma v vseh časov, kjer pa se vidi, da marsikdo ne pozna zgodovine motošporta in kdaj pa kdaj prav malček pretirava. Ampak tu bi rad poudaril, da nočem nekako Maxa Verstappena poniževati ali pa ga nekako spravljati v nič. Hotel bi samo povedati, da v starejših obdobjih smo videli, da so vozniki znali v eni sezoni doseči marsikaj. Mnogi ste verjetno presneto naveličani glede tega, kolikokrat sem že omenil Jima Clarka, ki ga vidite tam. Ampak na zgornji tabli je tudi njegova upodobitev, ko je leta 1965 zmagal dirko za 500 milj Indianapolisa. Hkrati je v tisti sezoni osvojil britanski naslov Formule 2, francoski naslov Formule 2, naslov v tasmanski formuli in tako poleg ostalega še naslov svetovnega prvaka Formule 1. V eni sezoni, kjer je vozil od turnih avtomobilov v raznih prvenstvih, preizkušal v reliju in, kot ste slišali, v različnih kategorijah enosedežnikov. Torej, Max Verstappen s to zmago je pokazal, da je iz pravega testa. Ampak bilo je, vsaj po mojem, bolj za njegov osebni izziv. Šlo je za neke vrste zabavo. Naslednje leto se bo lahko preizkušal v znameniti dirki za 24 ur na Nürburgringu, ker bo zgodba čisto drugačna. Ampak verjeti raznim malodane senzacionalističnim zapisom je pa malce preveč. V vsej zgodbi je bilo meni zanimivo nekaj drugega. Namreč prav pod okriljem njegove ekipe in seveda v prvenstvu DTM nastopa tudi Thierry Vermeulen, sin njegovega menedžerja, ki pa po mojem osebnem videnju ni nek presežek, ampak sam se lahko moti. A videli smo, da v prvi dirki v razredu GT3 je Max Verstappen izbral praktično njegovega kolego in Vermeulena lepo pustil ob strani. To je tisto, kar bi moralo nas navdušence zanimati, kajti Vermeulen nastopa v razredu DTM, Lülam pa ne. In tu je verjetno tista glavna točka, ob kateri se nihče ni ustavil. Da ko je potrebno, je tisti, ki ima talent, oni, ki dobi priložnost, ko pa verjetno ni toliko važno, pride na površje, naprimer priimek ali pa denar. A videli bomo, kako se bo zgodba odvila v bodoče. Zaenkrat pa hvala za vašo pozornost in nasvidenje.